Tako, jaz sem se full bal pisati komu, poklicati koga prositi za nasvet. Če bi zdaj bil star 18, šel bi do Bill Gatesa. Mislim, prav bi res dobiti osebo, ki bi bil skozi jih, da ni šans, da mi odpiše, bi probal delati outreache in se res zbližati z nekimi top osebami, ki so tam, kjer bi jaz nekoč rad bil, po znanju, izkušnjah, pozicijah, karkoli. To bi definitivno model. A veste, da sem jaz šel, se lahko pa nadaljuješ, da sem jaz šel v New York do Gary Vaynerchuka. Ne. Kaj? Sam zato sem šel v New York. In pa v San Diego. Čakaj, in? Moj plan je bil tak. Tega pa nisem vedel. Ja. Zdaj sem se spomnil, kaj si rekel, šel bi do... Čakaj, okay, preden to poveš. Tega nisi nikoli šedel, ker je to zgodba, katere te je sram, ali... Jaz sem vedel. Aha, ti je svedel, ok. Ne, ni me sram, fajn se mi zdi, všeč sem si bil s tem mindsetom takrat. Se pravi, tako je bil točno ta mindset, ki ga ti dosti promoviraš. Vse lahko naredim. Vse lahko naredim in to je res. In jaz sem takrat bil s friendom, sva bila na kavi in jaz sem hotel eno tranzicijo narediti v svoji karieri. Nekaj drugega, nekaj sem se hotel zašifsati. To je bilo malo pred tem mojim digitalnim nomadstvom, malo pred potovanjem. In on tako, kaj pa, mislim, vsak dan konzumiram content od Garyja, to sem jaz v bistvu full, dnevno, sem to gledal. Sem rekel, on mi je res cool, pa njegove knjige sem bral, tako res mi je cool, Pa je on tako rekel, pejt do njega, mislim, to je tista klasična, portatik na vrata za job. Pa jaz ko, to prva je bila tako, Pa tako eno sekundo kasneje, zakaj fucking ne? In sem odprl telefon, pogledal, koliko so karte do New Yorka in so bile 300 evrov, pa jaz to bom naredil. Takrat sem se odločil, to bom naredil. In potem sem dobil eno službo tukaj in jaz temu šefu rečem, jaz grem New York tako, za en teden, Samo to, da veste, da ne bom v Sloveniji, oni so bili pa in San Francisco. On tako, v Ameriko greš, kaj pa če bi ti prišel v San Francisco, Mi ti plačamo letala in vse, Pa je tako, moram samo to dobro splanirati, ker ne smem njim reči, da grem za drugo službo prositi, In moj plan je bil tak, preletim na JFK, se posnamem selfie video in rečem Garyju, jaz sem prišel zdaj toliko pa toliko kilometrov, rabim samo 5 minut s tabo, za job, In sem utvitnil to, in naslednji dan se zbudim in tako... Kaj? A je še gor to? Ne vem, to pa bi mogel iti pogledati. Ja, verjetno je. Če nisem zbrisal, Zdaj se ne spomnim. Zbrisal je zihar. Ne, bom šel pogledati, bom po linku. Okay. In naslednji dan veš, kako je to bilo. Jaz sem bil prvič v življenju izven Evrope, mislim, da celo drugič v življenju na avionu in prvič v Ameriki, prvič v New Yorku in sam pridem na JFK in tako nimam pojma, kako bom prišel do tega Manhattana, ker sem imel hostel. Hostel je bil grozen, stari, fuck. Pridem jaz taksijem tja in prijem not v sobo in tako 3 pogradi, tako folk že spi. In jaz zaprem nazaj vrata in tako strah me je bilo, veš. Strah me je bilo in zašel na WC in svojo potovalko in jaz se zrihtam, sam piči spat, boli te kurac, Tako, toliko je bilo enih takih stvari, ki mi je bilo neprijetno, res neprijetno. Neki Indijci so bili pa tako, naslednji dan jaz pričakujem valjda od Garyja tweet, stari, prid takoj, Limo te čaka. Tega valjda ni bilo, tako da nisem javil, Folk je še njemu retweetal to, a veš. Sigurno je videl, je bil pa moj pristop, to zdaj vem, pač ni bil pravi, Bil je tako, jaz sem zdaj to naredil in zdaj s tem dolžen nekaj, In to je tudi dobro za nekoga, ga posluša, ki je toliko star, kot sem jaz bil takrat, Razmisel o valueju, ki ga lahko daš temu, od katerega ti želiš nekaj,
Ne? In jaz, če bi takrat, ko sem bil dizajner, ne, če bi jaz naredil redesign za Garyjevo agencijo ali pa za njegov personal page, Ja, bi to bilo. portfolio naredil, prav za njega, value, recimo tukaj se lahko izboljšate, tukaj, in naredil ta video in link dal zraven, jaz mislim, da bi imel zelo, zelo visoke šanse, da bi on me pač povabil na kratek pogovor. Ne. Ampak je bila zanimiva izkušnja, ker pa sem letel v San Francisco in sem tam bil en teden in tako crazy. No. No, jaz pa sem se pogovarjal z njim. Aha, ja, si rekel na eni konferenci. Ne. Ja. To smo že danes ugotovili, da si bolj kul, kam idva. No. Tako da prosim, nehaj s temi stvarmi. Ja, ne, je vplival verjetno na oba svoje. Je. Ampak ja, njega raboš za določeno obdobje, kot smo že enkrat. Tako, In je zelo super za tisti začetek, za push, za porabiš motivation. Grant Cardona v naslednjem obdobju. Pol greš pa na e-kartola, pa da te malo umiri, pa spet gor. Pa Ja, spet kje pa dol. končaš pol? Ne, nikjer se ne konča. Nikjer. Pol končaš Na grobu. Platon, Aristotel. Ja, verjetno. Ja. Ja, verjetno greš nazaj na basics spet. Ne. Greš na vrhunske filozofe.